Pakistan zdaj morda skuša razširiti svojo regionalno vlogo iz posrednika med ZDA in Iranom tudi v morebiten komunikacijski kanal glede Libanona. Pakistanski notranji minister je bil konec tedna v Teheranu, domnevno z novimi predlogi, namenjenimi premagovanju zastoja med Washingtonom in Teheranom. In hkrati je libanonski poveljnik vojske odpotoval v Pakistan na pogovore s feldmaršalom Asimom Munirjem, saj izraelski napadi na Libanon ostajajo ena od žariščnih točk, ki ogrožajo širši dogovor. Vsa ta srečanja so potekala pred včerajšnjim izbruhom med Izraelom in Iranom, ki je bil posledica izraelskih napadov na Hezbolah. Za več o tem se nam zdaj pridružuje Hasan Pirzada, geopolitični strateg in svetovalec za zunanjo politiko. Hasan, ali Pakistan trenutno poskuša posredovati pri končanju dveh ločenih konfliktov? Ali pa morda poskušajo povezati libanonsko fronto s prekinitvijo ognja z Iranom, kot je Iran zahteval? Hvala, da ste me znova povabili, Nikol. Vloge Pakistana ne bi smeli predstavljati kot poskusa združevanja teh ločenih konfliktov v enoten pogajalski proces. Pristop Pakistana je bil dosledno usmerjen v deeskalacijo, dialog in spodbujanje diplomatskih poti na teh številnih žariščih, namesto da bi jih operativno povezovali. Hkrati se je Pakistan postavil v vlogo posrednika v komunikaciji tam, kjer je to od njega zahtevano. To smo videli aprila, ko je libanonski predsednik vlade stopil v stik z Islamabadom in prosil predsednika vlade Šehbaza Šarifa za podporo pri takojšnji ustavitvi napadov na Libanon in njegove prebivalce v tistem času. To prav tako odraža ta vzorec sodelovanja. In Pakistan je priznal sodelovanje in mediacijska prizadevanja, ki jih je takrat opravila ZDA, da bi Libanon in Izrael spravila za isto mizo in predstavila okvir za pogovore. Kljub temu, Iran je dosledno trdil, da trajna rešitev ne more biti omejena le na posamezna žarišča in da mora vključevati širši, vseobsegajoč okvir za deeskalacijo. Če to gledam v tem kontekstu, če bi dosegli celovito ameriško-iransko razumevanje, ki bi zajemalo več žarišč, potem bi se lahko dogodki na teh povezanih frontah naravno prepletali znotraj tega širšega dogovora, saj je Iran to večkrat poudaril, znova in znova. Zakaj bi Izrael zaupal kakršnemukoli vpletanju Pakistana v Libanon, glede na to, da Islam in Islamabad nimata diplomatskih odnosov z Izraelom? In številni uradniki v Pakistanu so bili včasih antisemitski in celo proti Izraelu. Kako naj bi torej Izrael gledal na to, da Pakistan morda poskuša prevzeti neko vlogo v teh pogovorih? Zgodovinsko gledano, pomanjkanje diplomatskih odnosov med Pakistanom in Izraelom odraža dolgoletno stališče Pakistana glede palestinskega vprašanja, ki je za Pakistan utemeljeno v mednarodnem pravu. In podpora pravični in trajni rešitvi v skladu z ustrezno resolucijo Združenih narodov. To stališče je za Pakistan dosledno in načelno, vendar ne omejuje sposobnosti Pakistana, da prispeva k širši regionalni stabilnosti. Pakistan je v tem konfliktu večkrat pokazal pragmatično sodelovanje, kadar je bil cilj deeskalacija in preprečevanje konflikta. Trenutno posredovanje Pakistana med Združenimi državami in Iranom poteka z zaupanjem obeh strani. To odraža zaupanje v vlogo Pakistana kot konstruktivnega sogovornika v občutljivi regionalni dinamiki. Pakistan ima verodostojnost, odnose in izkušnje, ki so potrebne za olajšanje deeskalacije. Njegovo sodelovanje z različnimi regionalnimi partnerji in mednarodnimi akterji nakazuje, da lahko pomembno prispeva k prizadevanjem za preprečevanje nadaljnjih konfliktov. In ali bo Izrael to sprejel, se bomo vrnili na intervju predsednika Trumpa za Financial Times, kjer je nakazal, da bo moral Izrael na koncu sprejeti vsak morebiten dogovor za končanje konflikta z Iranom. To mi je poudarilo, da če bo libanonska fronta vključena v ta dogovor, bo moral Izrael to sprejeti. Omenili ste tudi vpletenost Pakistana in Libanona ter vojaško sodelovanje že v uvodu. To se osredotoča na obrambo, sodelovanje, usposabljanje in strokovne izmenjave med vojskami. To krepi širši pristop Pakistana k podpori stabilnosti preko institucionalnega in varnostnega partnerstva, namesto povezovanja z enim samim blokom. Prav, Hasan Pirzada, lepo, da ste danes z nami na i24 News English. Cenim, da ste z nami delili ta vpogled. Najlepša hvala.